Če jih imajo pri Volkswagenu, potem je logično, da jih imajo tudi pri Škodi. Hibride seveda. Potem, ko smo tudi v avtomobilnosti že spoznali, da je Škoda z novo Octavijo naredila dobro potezo, so Čehi zdaj še izdatno okrepili motorno paleto. In Čehi niso prepuščali ničesar naključju ter predstavili kar 4 modele za njihovo trajnostno mobilnost. Kupci bodo lahko izbrali Octavio E-Tech, ki prinaša blago hibridno tehnologijo, potem Octavio iV, ki prinaša priključno hibridno tehnologijo, prvič doslej nastopa Octavia RS, prav tako s priključno hibridno tehnologijo, na koncu pa bo na voljo še Octavia GTEC, kjer bencinski motor deluje tako na neosvinčen bencin, kot tudi na zemeljski plin. Če gremo po vrsti, Octavia E-Tech je sploh prva Škoda, ki bo ponujala blago hibridno tehnologijo. Kupci bodo lahko izbrali med dvema bencinskima motorjema, litrskim trivaljnikom in 1,4-litrskim štirivaljnikom, ki jima bo pomagala zares mikrobaterija s kapaciteto zgolj 0,6 kWh. A bistvo blagega hibrida ni vožnja na električni pogon, temveč električna pomoč. To zagotavlja baterije pri speljevanju, pri prehitevanju ali pospeševanju nasploh, ko je na voljo dodatnih 50 Nm navora. Hkrati se zaradi blago hibridne tehnologije med vožnjo, ko ne pritiskamo na pedal plina, motor lahko v celoti odklopi, pa vsi porabniki delujejo nemoteno in ne obremenjujejo glavnega akumulatorja. Seveda je glavna računica pri takšnem avtomobilu nižja poraba goriva in blago hibridna Octavia naj bi prihranila do skoraj pol litra bencina na 100 prevoženih kilometrov. Če se Octavia E-Tech le malenkostno spogleduje z električno prihodnostjo, pa je v celoti že lahko zagotavljata Octavia iV in Octavia RS. 1,4-litrskemu bencinskemu motorju, ki zagotavlja 110 kW, pomaga še elektromotor z močjo 85 kW, posledično pa Octavia iV ponuja 150 kW sistemske moči, Octavia RS pa 180 kW. Baterija s kapaciteto 13 kWh naj bi po uradnem merjenju WLTP zadoščala za 60 prevoženih kilometrov povsem brez emisij. Podatek bo sicer v vsakdanjem prometu in predvsem za vsakdanjo vozno dinamiko težko doseči, a če nam bodo naklonjeni tako cesta kot promet in njegova hitrost, ni nerealen. Pomemben podatek je dejstvo, da povsem prazno baterijo preko domače vtičnice napolnimo v 5 urah, do 80% napolnjenosti pa v 3 urah in 45 minutah. Na polnilnici je polnjenje še hitrejše. Za od 0 do 80% napolnjenost bosta potrebni 2 uri in pol, za popolnoma polno baterijo pa 3 ure in pol. V osnovi je vožnja povsem avtomatizirana, s pritiskom na gumb pa je mogoče izbrati povsem električno, ki pa seveda zahteva ustrezno napolnjenost baterij. V obeh priključno hibridnih Octavijah je klasična vožnja omejena na moč 110 kW. Le v primeru popolnega pospeševanja ali izbranega voznega programa Sport pa moč naraste na preomenjenih 150 oziroma 180 kW. Če je Octavia iV dobrodošla dopolnitev, pa pri športnih različicah na hibridno tehnologijo gledamo še nekoliko postrani. Bo Octavia RS na voljo le še kot hibrid ali ostajata tudi ostala dva pogona? They will stay. They will all come to the production this year. Actually, we never had such a broad portfolio of RS models. We still have petrol, either with manual transmission or the automatic. We have the diesel. It comes always with automatic, but either front drive or all-wheel drive. And of course, this new iV. So in total, 5 different engines or engine combinations. A če je bila klasično gnana Octavia RS tako uspešna, zakaj zdaj Čehi ponujajo še hibridno RS? Octavia RS, the RS brand gets really successful and from the Octavia perspective. In last generation we increased the number of Octavia RS models sold significantly, and we offered petrol version always,
and also the diesel. And we have found out that many customers do not search for ultimate sports car, but they rather like the whole package. They have a practical car, which is good looking, it has good equipment, and it has also the sporty driving. Its performance is higher, the suspension is more sporty and so on. And from this perspective, when we saw that Octavia RS diesel was really popular, we came with this idea that we also could experience or explore the IV possibility, the plug-in hybrid. And I think for many customers and markets, this will be the right choice. Of course, some of them will stay with the petrol, some with the diesel. But especially when you live in a country where you really care about the CO2 level of your car, either because of your own interest or because of the tax incentives, IV RS is the right choice. Ostane še Octavia GTEC. Žal v Sloveniji ni ustrezne infrastrukture za polnjenje avtomobilov z zemeljskim plinom, a bodo plinsko gnano Octavio na željo kupca pri slovenskem zastopniku vseeno lahko zagotovili. 1,5-litrski bencinski motor zagotavlja 96 kW, ob uporabi zemeljskega plina pa so njegovi izpuhi v povprečju čistejši za 25%. Samo s plinom bo mogoče prevoziti približno 500 km, za kar bo dovolj 17,33 kg plina, dodatno pa je v avto nameščena še 9-litrska posoda za gorivo, s katerim je mogoče prevoziti do 190 km. Kaj povedati za konec? Prihod električnih avtomobilov je realnost, a žal trenutno ti še niso primerni za vsakega uporabnika, še manj pa je primerna infrastruktura. A željo po električni vožnji lahko brez težav omogočijo že hibridi, še bolj pa priključni hibridi. In če imate denimo do službe manj kot 30 km, potem se lahko z novo Octavio do službe in nazaj pripeljete povsem na elektriko. Kar pomeni, da za povsem električno izkušnjo sploh ni nujen povsem električen avto. Okolju prijazne Octavije bodo v Slovenijo pripeljale predvidoma konec leta in takrat bodo znane tudi njihove cene. Le za izvenserijsko Octavio s pogonom na zemeljski plin bo potrebno počakati še malce dlje, a ne dlje kot na začetek prihodnjega leta.